Mi so se oblikovalci kdaj pogovarjali, ne, kaj je en potegnil kakšno predrzno črto, pa je rekel: Hans, mater si upaš! No, tako zgodba je zelo preprosta. Vsake toliko časa jaz manjkam na kakšni tiskovni konferenci, ker v primerjavi s kakšnimi drugimi avtomobilskimi uredništvi, kjer dela več novinarjev, sem jaz sam. In pa se kdaj zgodi, da moram reči, se opravičujem, na to predstavitev žal ne morem priti. In ena izmed teh je bila domača oziroma slovenska predstavitev Volkswagena Arteona. Ne glede na to, da še nimam določenega testnega termina, sem dobil priložnost, da Arteona za kratek čas dobim v roke, pa kaj o njemu tudi povem. Osredotočil se bom na par stvari, gola osnova, cena, pa meni se zdi, da če kjer avto letos, ne, si Arteon zasluži kakšno besedo o dizajnu. Ok, dajmo najprej razčistiti, kaj Arteon sploh je. Veš, po eni strani je najlažje reči, ne, to je naslednik Passata CC, ampak stari, če mene vprašaš, je Arteon veliko več, kot sam to. Po mojem ne rabiš biti preobrihten, da zelo hitro ugotoviš, da je tole en orang statement, ki ga je Volkswagen naredil, da fejst presega njihov oblikovalski povprečje. Ampak, tako kot sem rekel, gremo počasi po začetka. Pri teh čisto osnovnih stvareh je treba omeniti še kufer. Za 563 litrov ga je. 563 litrov, to je veliko. Vidiš koliko veliko? Toliko veliko. Najboljša stvar je pa to, da se vrata odprejo ful na širok in je ta luknja, ki ti omogoča nakladanje, res ogromna. Mislim, res ogromna, vidiš? A se spomniš Passata CC? Ja. No, to je naslednik. Ajde, čau. Dec prav, da mu je všeč, da mu je barva v nulo, oblika tudi. Pa, ker smo že pri prostoru, ne, ena stvar, ki mene presenetila, že tukaj sem se prvič van usedel na avtosalonu. Tukaj zadnji, v drugi vrsti je placa več kot v Passatu. V bistvu bi si upal reči, da ga je toliko Superbu. Za Superba pa vsi vemo, ne, koliko je ogromno. Zdaj pa preden se končno posvetim obliki, še par stvari o tehnologiji. Ok, ena stvar treba vedeti, ne, ta avto ima na voljo vso koncernsko tehnologijo, tako kot pač vsi sodobni produkti Volkswagen koncerna, kar pomeni, da je zelo pameten. Vseh stvari nima smisla naštevati. Ja, ima radarski tempomat, samodejno zavira, pomagati na tažni način. Je pa recimo za izpostaviti sistem popolnoma samodejnega zaviranja v primeru, da se voznik ne odziva. Zdaj, bog ne dej, da te kaj onemogoči med vožnjo, ampak v skrajnem primeru, da avto zazna, da se ti ne odzivaš, bo on najprej situacijo malo prečekiral, ne bo kakšen zavoren sunk dal čistko na hitro, da vidi, si tukaj ali nisi tukaj. Pol bo pa preveril situacijo okrog sebe, kaj je z drugimi avtomobili, da ne bo slučajno kakšnega kreša in se varno ustavil sam od sebe. Recimo na avtocesti na skrajno desnem pasu. To je pa že nekaj čisto drugega. I told you the guy was smart. Motorjev je 6, razpon moči od 110 do 206 kW, to je od 150 do 280 konjev. V vsakem primeru pa tako, da če vzameš motor, ki ima več 140 kW, avtomatsko dobiš že DSG menjalnik. Pri najmočnejših dveh variantah imaš pa še serijski 4-kolesni pogon. Formotion se mu reče. Razpon cen za avto je pa tipično po Volkswagenovsko širok, kar pomeni, da osnoven Arteon stane tam dobrih 31, najdražji pa 50 jurjev. Ok, zdaj pa končno oblika. Pa jaz se tukaj zelo dobro zavedam, da imajo vsake oči čist svojega malarja. Ampak je bemo sunac, jaz se ne spomnim Volkswagena, ki bi moje oči pritegnil toliko, kaj jih je ta. Ne mi reči, da ni resno. Le ta gobec. Ma par teh tipičnih Gran Turismo for, ne, recimo vrata zgoraj nimajo okvirjev, vidiš? Pa tudi na splošno se mi zdi, da zgleda dosti fancy, da zgleda dražji, kot je v resnici. In pol, ko se posvetiš moji najljubši stvari, to so detajli, vidiš, kako se je Volkswagen trudil, da bi združil športnost pa eleganco. In to je najbolj vidno prav na tem delu, tukaj spredi, pri žarometih. Ogromen kroma, pa za moj okus vse skupaj ne deluje kičasto, ker je kar dosežek. Pa ne svojo vrsto dramo dodajo še gube na pokrovu motorja. Veš, na tem avtu je kup enega okrasja, ker če me tako le vpraša na prvo žogo, a bi ti bilo to všeč, bi jaz rekel ne, pa vidiš v živo, pa rečeš pismo. Kar dobro je. Pa vice, da je Volkswagen obral čisto eno drugo vižo pri tem avtu. Kdaj si nazadnje videl na Volkswagenu toliko na širok napisan ime avtomobila? Jasno je, da je znamka še prav posebej ponosna na Arteona. A mi so se oblikovalci kdaj pogovarjali, ne, kaj je en potegnil kakšno predrzno črto, pa je rekel: Hans, mater si upaš! Če pa hočeš videti njegov najbolj zloben pogled, ne, moraš iti pa k njegovemu gobcu, pa iti na kolena. Ok, to se je narobe slišal. In pa sem se vprašal, koliko Volkswagenov starih ali pa sodobnih znajo na tak zanimiv način aktivirati čustva. In se jih ne spomnim prav dosti. Pa da se razumemo, Arteon ni klasičen avtomobilski lepotec, to drži 100%. Ampak moram pa priznati, da se mi zdi, da ima Volkswagen v tem trenutku na tako dosti edinstveno šanso, da se spet zanima od svojih avtomobilov zapiše v oblikovalsko hišo slavnih. Pa ponavljam, to je moje mnenje, ampak jaz res mislim, da ni veliko avtov z značko V, dvojni V, ki znajo aktivirati čustva. To, kar bom zdaj povedal, bo ziher razbural puriste. Ampak imejte nekaj v mislih, tudi ti avti, ki jih bom zdaj pokazal, so bili enkrat novi in so morali dobiti privržence na svojo stran iz nič. Tukaj gor imam 3 avtomobilske ikone, ki se mi zdi, da v Volkswagenovi zgodovini izstopajo. Ta prva, originalen Beetle. You can't beat that. Druga stilska ikona, legendaren Bulli. A to so vsi avtomobili, ki so tako ali drugače pustili na zelo veliko sled. Pa ta tretji avto, za katerega jaz še danes mislim, da zgleda glih tako dobro, kot ta prvi dan, ki je bil predstavljen. Golf 1.
A veš, vsak od teh avtomobilov, ki sem jih zdaj pokazal, je ali pusto en pečat, pa ne samo pri znamki, tudi širše v avtomobilizmu. Bulli je še danes legenda, Beatli se še zdaj okrog vozijo, da o Golfu Enki, ki je ustvaril legendo, sploh ne govori. In kakorkoli kontroverzno se bo zdaj to slišali, jaz mislim, da ima Arteon kljub temu, da ni klasičen lepotec, priložnost spustiti na zelo globoko sled. Zdaj, ali mu bo dejansko rad ali postati oblikovalska ikona ali ne, jaz ne vem. Ampak v tem trenutku se ne spomnim kakšnega drugega sodobnega Volkswagena, ki bi imel take šanse za to narediti, kaj ima Arteon. Enač? Mislim, da je to to. Evo ga, dec gre nazaj.